Kulturni dom na Dovjem je načel nekako zob časa, tudi prostori so bili dotrajani, zato so se v letošnjem letu odločili, da naredijo prenovo, obnovo in to se je res zgodilo in sedaj stojiva v čisto prenovljeni preddverju, kamor je vhod v kinodvorano. In seveda z mano je vodja del France Voga. France, kako je potekala vsa tale obnova? Je bilo težko dobiti vsa dovoljenja, vse tisto, kar sodi zraven? Ja, najtežje je bilo dobiti denar od občine, to, in dokler ni nastopil službo novi, sedanji župan, ni bilo nobenih pogojev, da bi prišli v eno kompletno rekonstrukcijo tega dela kulturnega doma, to se pravi toaletnih prostorov in preddverja doma. Tukaj bil je namreč velik problem. Vse te toaletni prostori so se zračali v prostor preddverja in ko je človek vstopil v kulturni dom, je videl ta prvo odprto moško stanišče, kar nikakor ni prispevalo k duhu časa. Tako da smo začeli najprej popravljati ta del, žensko in moško stanišče, potem smo obnovili tudi tole avlo, vidimo vse, kar je lesenega, to je vse na novo narejeno. Predvsem smo pa naredili dve stvari zelo pomembni, odzračevanje teh prostorov in dostop gibalno omejenim osebam v toaletne prostore in na oder kulturnega doma. Koliko časa je tale prenova potekala in tukaj je sedaj vse nekje v posebnem lesu? Ja, obnova je potekala skoraj pol leta, praktično pol leta, kajti vsako fazo smo morali narediti do konca, da smo se lahko lotili naslednje faze. In smo v bistvu trikrat ponovili vsa gradbena dela, od podiranja do nove izgradnje. Trikrat zaprostjo, zato se je vse zavleklo. No, potem smo dobili tudi na koncu, ker je stalo nekaj denarja, smo ga prevarčevali, smo dobili zelo kvalitetnega mizarja, ki nam je naredil še vse te lesene zadeve. Tukaj je bila ena stara kabina za prodajo kart, ki se je že skoraj zrušila, tako je bila polna muhe. Ko smo naredili to, smo tukaj še zaprli dostop v višje prostore, ki so delovali kot nekakšen dimnik. No, potem je pa predsednik agrarne skupnosti, s katerim smo ves čas sodelovali, je rekel, če smo pa že to naredili, bomo pa še nova vrata v dvorano in vrata tam. In ker nam zmanjkalo denarja, je tudi agrarna skupnost Dovje prispevala svoj delež k tej obnovi. Tako moram reči, da smo zelo dobro sodelovali in stvar je taka, kot jo zdaj vidimo tukaj. Vse je obnovljeno od tlakov do vseh napeljav, tudi to je pomembno, da so vse napeljave popolnoma nove. Pa rad bi še opozoril, tukaj je 6 plakatov originalnih odrskih del avtorjev iz Dovjega in Mojstrane. To mislim, da je tudi velik prispevek k zgodovini našega kulturnega delovanja. No in sedaj, včasih je bila tukaj kinodvorana, sedaj kinodvorana že dolgo ni več, ampak je pa dvorana z novimi stoli za različne prireditve, ki se odvijajo prav v tem prostoru. Ja, kinodvorane žal ni več, kajti kinodvorane je takele majhne povozil čas. Moram reči, da ti stoli v dvorani, ki so resnično dobri, to so že kar nekaj časa, to niso zadnja pridobitev, ampak je že mislim, kakšnih 15 let sigurno, kar so tukaj noter. Je pa kulturna dejavnost je še vedno na višini. Letošnjem letu sta bili na tem odru kar dve premieri, dveh iger, ki so jih igrali naši domačini. To se pravi Nore babe v režiji Marcela Gomboca in moja igra Človek za vse čase, ki je ob prvi izvedbi imela še naslov Kar sem rekel. To je zgodovinska tematika iz Dovjega. Skratka, bom rekla, Franci, da v zadovoljstvo vseh, ki ste sodelovali pri obnovi in pa seveda vseh občanov in občank Dovja in Mojstrana in tudi okoličanov, ki prihajajo v tale kulturni dom. Ja, vsekakor na vsaki predstavi vidimo tudi z ljudi od Rateč pa do Jesenic hodijo k nam, to se pravi, imamo tukaj eno kvaliteto
eno kvalitetno dogajanje, če bi tako rekel. V letošnjem letu slavite častitljiv jubilej, kar 100 let gledališča na Dovjem. In kje so prvi začetki igranja? Najprej lepo pozdravljeni v Aljaževem prosvetnem domu. Res, tule je že od nekdaj na Dovjem kultura doma. Gledališče je na Dovjem že bilo, preden je bila dvorana na Dovjem. Igrali so pri Železanku na verandi in igrali so v župnišču in kjerkoli se je dalo. Aljaž je to takoj opazil in je že leta 1914 ustanovil Slovensko katoliško izobraževalno društvo in iz tega društva, potomci tega društva smo tudi mi. V letih od 105 let je letos, je društvo večkrat majčkeno premenjalo ime. Danes smo kulturno-umetniško društvo Jaka Rabič, Dovje Mojstrana. Kot mi je prej povedal France Voga, je to nekje že od leta 1996 je to prosvetno-kulturni dom Jakoba Aljaža. Res je, v arhivih na občini je obležalo to ime, ki ga je dom dobil ob postavitvi leta 1932. To je bilo že kar nekaj let po Aljaževi smrti, ko so njegov naslednik Franc Pečarič pa domačini kar zasadili lopate in začeli graditi dom. Prej je pa 13 let na Dovjem delovala dvorana v Govočevem hlevu. In to je bilo takoj po prvi svetovni vojni, ko je Aljaž želel, da res naredi svojim tem igralskim skupinam en primeren prostor, pa gledalcem, in se je ponudila prilika, tam je bila Govočeva Angela, vdova z mladoletnimi otroki, njen hlev je ostal brez delovanja, je bil prazen in Aljaž si je kar zadal nalogo, da ga je najprej odkupil, potem ga je pa začel preurejati in to je bilo kar veliko delo iz hleva narediti dvorano. Natančno je to popisal v svoji kroniki in iz teh njegovih zapiskov imamo ohranjeno, kaj vse je bilo treba narediti. No, in kdaj se je potem igralska dejavnost preselila v prosvetni kulturni dom Jakoba Aljaža, tukaj, kjer sva sedaj? Ja, to je bilo pa leta 1932. In od takrat dalje deluje ta dom nepretrgoma. Bila je tudi zelo obiskana kinodvorana, kot smo slišali v preteklosti. In nasplošno Dovški oder je bil vedno živ in igralo se je vedno. Tako da smo veseli, da imamo še zdaj živahno igralsko skupino, ki je v letošnji sezoni že zdaj jeseni prenovila svojo izvedbo muzikala Nore babe, ker se je nekaj članov številne ekipe zaradi porodniških in podobne zadev zamenjalo. Tako da v tem mesecu bomo priča 2 uprizoritvama Norih bab za zaključek leta. Za novo leto 2020 imamo pa že polno novih načrtov. Prav tako se bomo v tem mesecu 2-krat odpeljali v Bratislavo s Tomažem, z našim zvestim članom Tomažem Pšenico. 12. in 19. decembra. Točno, ja. Tomaž nam ponavadi na teh obiskih tujine pripravi še kakšno presenečenje. Ko smo bili z njim zadnjič na Dunaju, nas je na primer peljal na slovensko veleposlaništvo in tam smo razgrnili, smo jim nesli v dar sliko Jakoba Aljaža, ki je 1908 peljal 30 domačinov na Dunaj. Na veleposlaništvu za to še niso vedeli in jim je bila ta slika en krasen dokument, no in so dodali ta obisk Aljažev med pomembne slovenske mejnike na Dunaju. In seveda s Tomažem smo kar 3 leta potovali domačini in raziskovali z njim skupaj naše korenine frajzinških škofov, od Münchna in Thala, Dunaja, pa še bi lahko kaj naštela.
Ja, bili smo v Klevevžu tudi, pa v Inihenu, pa v Freisingu večkrat. Ravno to je 7 let je Tomaž delal na tem projektu. Tako da smo res do dobra zdaj spoznali frajzinško posest. V Škofji Loki v muzeju smo tudi bili, kjer hranijo vse dokumente. Hkrati smo pa zdaj jeseni zaključili ta projekt še s predavanjem dr. Janeza Mlinarja, Pogled v najstarejšo zgodovino naših krajev. Tako da smo razbrali iz tega, teh 600 let zgodovine, je res pomembnih za naše kraje. In verjamem, da Tomaž Pšenica, naš domačin, že brska, kam se bomo naslednjič odpeljali po Bratislavi. Hvala lepa, Metka, in iskrene čestitke vsem skupaj, ki še vedno stojijo na Dolškem odru, in še veliko gledaliških predstav vam želim. Hvala lepa.